Živjo, jaz sem Frančeska. Prihajam iz družine, kjer vsi zelo radi beremo knjige in gledamo filme. Prav zato mi je v veliko veselje, da bom lahko danes intervjuvala scenaristko in pisateljico Sašo Eržen. Pred nekaj leti sem tudi sama nastopila v oddaji, za katero pišete scenarij. Kako se pa uživite v vlogo najstnika? Enostavno se poskušam spomniti najprej, kako je bilo, ko sem bila sama najstnica. Pa tudi zelo rada v bistvu opazujem najstnike in se pogovarjam z njimi. Ali ste kot otrok, ko bi že morali spati, še vedno brali pod odejo z lučko? Kakor se spomnim, sem brala ves čas. Celo popoldne in tudi polja do zadnjega z baterijo pod odejo. Kako ste vedeli, da želite postati pisateljica? Nekako se je to kar samo zgodilo. Nimam se za pisateljico, se imam bolj za pisko, zato ker ustvarjam v različnih medijih. Za gledališče, za film, za televizijo, knjige. Ali si ideje še vedno pišete na listek, v zvezek ali že v telefon? Vedno na listek. Obdana sem s papirji in papirčki in zvezki in blokci. In vedno vse začnem pisati z navadnim svinčnikom. Potem se pa to počasi preseli v računalnik. Kaj menite o tem, da mladi pri govoru vse bolj uporabljamo angleške izraze? To se mi zdi nekako čisto normalno, ker to pomeni, da je jezik živ. Si sam želim, da ne bi pri tem pozabili tudi na slovenski jezik. Mi je pa zanimivo, ker to pomeni, da vas je zelo težko slediti, ker se je treba skozi z vami na nek način na novo učiti svojega jezika. Jeseni v kino prihaja vaš film Kapa. Ali se kdaj med pisanjem scenarijem za gledališče ali televizijo tudi sami vidite kot igralko? V otroštvu sem mogoče imela to željo, ker smo v osnovni šoli zelo veliko se igrali, med odmori smo skozi neke predstave delali. Zdaj pa ne. V bistvu je pa tako, da ko pišem kakšne dialoge, si jih pa vedno tudi na glas govorim. Da vidiš, če jezik zaživi, kaj na papirju je čist drugač, kot potem, ko ga nekomu položiš v usta. Napišite si tudi vi en lep scenarij za konec tedna, pa ne pozabite na humor, tako je vse bolje. Adijo!